Lepo in hvala, da ste nam se pridružili še v enem pogovoru v okviru projekta Future Generation Minds 2050. Jaz sem Lara in danes bomo skupaj z Evo gostili izjemnega dramskega igralca, ki že leta osvaja srca gledalcev tako na gledaliških odrih, kot tudi prek televizijskih zaslonov. Tukaj je z nama Bojan Emeršič. Zdaj pa ti kar predajam besed. Pa zaplavimo še z voditeljske vode, kjer imate precej izkušenj. Najprej ste vodili Vzemi ali pusti, potem Minuta do zmage in pa Vse je mogoče. Zdaj me pa zanima, a ste tekst res pisali vi ali so vam ga pisali drugi? Koliko je po teh stvarih sploh prostora za neko umetniško svobodo? A vi lahko, recimo še vam ena šala, preprosto ni smešno, a vi lahko jo priredite oziroma opustite? A je res, kako pravijo, da je vse nekako zrežirano že vnaprej? Ja, to je odvisno seveda od voditelja do voditelja. Ne? Jaz sem znan na nek način potem, da sem cenejši, ne glede na to, koliko računam, zaradi tega, ker pri meni ne rabijo nobenega scenarista, to pomeni, meni ne rabiš pisati tekstov. Jaz si to naredim sam. In naredim si sicer tako, da potem, če si gledala kdaj kakšno od teh oddaj, pri meni boš redko videla, da imam v roki kak listek, razen če imam gor neke podatke, ki se jih preprosto odločim, da se jih ne bom učil na pamet, da se je Jožica iz Peker rodila, pa ob kateri uri, pa ne vem, kdaj hodi, ne vem, na fitness, pa ne vem. To pa so pač, jaz si te stvari pač ne bom zapomnil, to si napišem, ja. Ampak načeloma vse ostale stvari si pa jaz sam nekako naredim en koncept, jih zapišem. Običajno mi seveda pri tem kdo že pomaga, v tem smislu, da zapisuje, naprimer hitreje, ker jaz na računalnik, ne, ker pač nisem toliko vešč v pisanju. Edino toliko, ampak drugače si jaz te stvari več ali manj naredim sam. Tudi sam si neke štose napišem, če hočem, da so štosi in tako naprej. In ta svoboda je pa tako, no. Včasih, če so neke res take toge prireditve ali pa rečemo bolj, da so bolj izrisane, da bi to bila naprimer neke, ne vem, popevke, melodije morja in sonca, ne. To greš po čistem scenariju, ker gor piše, kdo je avtor skladbe, kdo to poje in tako naprej, to ne moreš nič. Lahko še kaj malega dodaš in ostane to. V takih oddajah, ki pa jih jaz vodim, je pa precej, to v bistvu je to moja zahteva. Jaz si vzamem in jaz vedno rečem, jaz bi to oddajo delal, ampak če imam absolutno svobodo pri tem, kako bom jaz to zadevo vodil, ne, kakšen karakter si bom nadel voditelja, ne, ali bom strog voditelj, ali bom prizanesljiv, če gre za nek denar, ali bom ljudem pomagal, ali bom tako, kot je naprimer Jonas v Milijonarju, ki ima vedno tale mal zagoneten, kao ne bom ti povedal, lahko ti še celo za če hočem, ne. Veš, eni imajo različne karaktere, ne, in ti se odločiš, kak karakter v eni oddaji želiš imeti. In tega se pol držiš in tak pol si, ne. Teda v bistvu je kar nekaj svobode, no, če pa si tak bolj začetnikom, pa običajno kar lepo vse napišejo, pa kar berejo lepo čez boben, ne, tekste, pa je mirno, pa vsi zadovoljni. Mislim, konec je v bistvu pomemben kot gledalec, kaj pride do tebe. V bistvu se ne obremenjuješ toliko s tem, ko gledaš samo oddajo, kdo je zdaj kaj napisal, samo pristno mora izpadati, kako se to da. Zdaj pa grem se spet k Evi, ko ima še eno vprašanje v povezavi z vodenjem. Na to, da imamo mi zdaj ta projekt, pa tukaj malo se pogovarjamo, vodimo te pogovore in mene bi tako zanimalo, a imate vi mogoče kakšen nasvet za nas, kako naj bi bili mi, kako mi postali dobri voditelji, kako narediti te vsebine privlačne? Ja, glej, zdaj, če sem čisto iskren, ne, nimam nekih takih. Jaz več ali manj zdaj že v teh letih, ko sem, ne, pa me še zmer povabijo v kakšne oddaje ali kaj takega delati. In če vidim, da ima neka oddaja zelo širok spekter gledalcev, ne, jaz moram reči, da že jaz začnem malo plonkati od vas, ne. To pomeni, zdaj jaz si težko reči, ker jaz sam grem malo pogledati, kaj se dogaja na teh raznih, kaj pa vem, TikTokih ali pa na YouTubih ali pa ne vem, kje se vse to, ne, na teh medmrežjih, kaj se dogaja, ne. Ker sam hočem videti, kakšni so ti trendi, ne.
to pač na nek način spremljaš. Kar se pa strogo nekega čist, rečemo, voditeljstva tiče, ne? Najlažje je, če si ti vse, kar pač moraš početi pred javnostjo, ne? In če veš, da boš morala nastopati, da si to narediš tako, da ti imaš občutek, da to obvladaš. Čim si boš ti prezahtevno stvar narediš, tudi če od doma, ko si sproščena, nekako spuraš, pa rečeš, glej, sej mi je šlo dobro, zdaj tak govor. Zdaj sem sproščena, kaj pa če bo imela tremo, ne? Mogoče pa je, ne? Spusti si na en ta nivo, magari malo nižji nivo, sam da ga res, če se zgubiš, pa zmotiš, da prideš v neko situacijo, ko se nekaj zaplete, da ga lahko rešiš tudi s svojimi besedami. Ali pa z nekim trenutnim navdihom in improvizacijo, ne? Čim je to drugače previsoko nastavljene stvari, da so prezahtevne, potem, če si ti kaj zalomi, se več ali manj ta zadeva pol tudi ustavi, ne? In moraš reči, stop, jaz sem se zgubil, pojma nimam, čakajte in tako naprej. Pa tudi to moram reči, jaz vem, da bi to bilo za nekoga katastrofa, ne? Meni se je že zgodilo, no? Da sem preprosto se mi sred predstave ustavljal. Kaj je bilo bolj smešnega, ko sem rekel, gledajte, jaz sem pozabil, kaj ćemo zdaj narediti? A ćemo iti od začetka, ali mi date sam, da gremo od tam, kjer sem se zmotil in se običajno ljudje nasmejijo in greš naprej. Skratka, nikoli še ni doben zaradi tega umrl. Zato si moraš najprej dati v neko svojo predstavo, da je vse, kar se zgodi na nekem takem javnem nastopu ali pa na nekem tem, da so lahko napakice, če jih nočeš nekako preveč na silo z neko živčnostjo prikriti, ljudem več ali manj simpatične. Ali pa svoje pomanjkljivosti, ali pa to, da pride kakšna res visoka gospa, ali pa kaki korakar blizu mene, pa se malo norca dela tega, kakšna je med nama razlika. To je ljudem zmer simpatično. Tako da, meni je to en profesor moj na akademiji je rekel, kar se ti zelo vzel k srcu, ne? Bojan, tvoje napake so tvoje orožje, ne? Tvoje pomanjkljivosti, ne, so tvoje orožje. Tada, to je kar en tak, se mi zdi, smiseln predlog, ne? Tam, kjer si najbolj šibek, če ne boš tega prikrival, ampak boš vzel svoj pomanjkljivostjo, si zmagovalec, ne? Drugače si pa lahko kar reveš. Eni je slajo ogromno, ampak poglej. Naprimer, kaj je Magnifico, strašno je slajo, ampak on se z tega ne dela, nobenega posebne štale. Ker ko poje, je pa super, ne? Veš tak, mora si znati to nekako vzeti v zakupno. V imenu projekta Future Generation Minds 2050 se vam lepo zahvaljujeva, ker ste bili naš gost. Hvala za ta pogovor.